Dragi moji, če ste neučakani in vas zanima, kdo bo prihodnje vodil našo državo, nas pokličite in ostanite na liniji, dokler vam ne zmanjka denarja. Povemo vam, kdo bo minister, kdo bo predsednik državnega zbora in kdo v opoziciji. Ne pa me klicati, pa me spraševati, če imate jeseni šansa priti v občinski svet. Odgovor je ne, ker čudeži ne obstajajo. Halo, kdo je z nami? Dober večer, tukaj je Robert Gospodovič, ja, tako mi je ime, Robert Gospodovič, ja, tako. Datum rojstva? Kaj bi se dalo brez osebnih podatkov? So mi svetovali, da ne smem izdati podatkov. Kaj podatke vaše kartice ste nam zaupali? Ja, to sem povedal, ja. Je problem, če je romunska banka? Nima veze, samo da imamo vse podatke, ki jih rabimo. Če hočete datum rojstva zamolčati, potem povejte vaše srečne številke. Aha, tu sta 6 in 9, datum najne poroke. 6 pa 9. Ok, kaj vas zanima? Zanima me, koga bi se dalo prepričati, da se pridruži koaliciji. Kaj tu vidim? Karte vse v levo padajo. Vidite to? Jaz naravnost mečem, karte pa gredo vse na levo stran. Tako da karte pravijo, da je to levica. Ma dobro, za njih vem, zato ne rabite kart, ne? Ne biti zdaj pametni. Vprašali ste me, kdo si želi pridružiti koaliciji in jaz sem vam povedal. Samo eni si tega dejansko želijo. Kaj mislite, da jaz lažem? Tudi če karte ne lažejo. Dobro, potem pa drugače vprašam. Če vidite, morda v prihodnosti, mi povejte, se pravi, kdo bo sestavljal koalicijo? Jaz vidim izkušene ljudi z veliko znanja in denarja. In točno 46 jih je. Pa dobro, to je super slišati. Ja, je, samo vas ni zraven. Čakajte, kako meni zraven? Kako če moja koalicija? In jaz vas tukaj ne vidim zraven. Nekaj se dogaja v ozadju. Nekdo se pogovarja brez vas. Kdo? Pa povejte mi zdaj takoj, kdo se pogovarja brez mene. Pa kaj je, Nataša? Ja? Ne, moški je. Kaj, lohar? Ma sem vedel, da laže. Ma to je... Jaz vidim sive lase. In to je vse, kar vidim. In boste morali pohiteti. Čas zgubljate s tem, ko kličete sem pa sprašujete bedarije, namesto da bi se dogovarjali. To, kar jaz vidim, ni prihodnost, ampak je sedanjost. In oni se zdaj pogovarjajo med sabo, ker se z vami pač ne morejo, ker imate zaseden telefon. Tako da imate zdaj dve opciji. Ali odložite in preprečite mojo vizijo, ali pa ostanete na liniji, da vam naši svetovalci pomagajo še naprej. Cena se določi sproti. Ja, pa bom ostal na liniji, ker me res zanima, kdo ima te sive lase, ker jaz jih nimam več, ne, ker mi je Tenceka mi je svetovala, ali rekla, da ne se barvam vsak teden, ne. Dobro, ostanite na liniji in boste vse izvedeli in gremo dalje! Dalje! Danes se pogovarjamo o politiki, koga imamo na liniji. Halo, dober večer, Karel pri telefonu. Večer, gospod Karel, kaj vas zanima? Jaz bi pa rad svoj denar nazaj, ne, ker ste mi slabo svetoval, a ne da. Jaz sem vam slabo svetoval? To ni možno. Kaj sem vam pa rekel? Torej, rekli ste, ne ustanovim stranko, da bom zagotov prišel noter, zdaj sem pa ostal zunaj parlamenta, ker sem dobil manj glasov, kot imam prijateljev na Facebooku. Ne bi zdaj pametni. Prvo kot prvo, jaz ne lažem. Točno to se je zgodilo, kar sem rekel, da se bo. Ustanovili ste stranko in prišli ste noter. Na soočenje! To sem mislil, ko sem rekel, da boste noter. Pa kaj ste vi mislili, da se je Sloveniji zmešalo, pa da boste prišli v parlament? Ja, okej, narobe sva se razumela, sam hočem svoj denar nazaj. Mi ne vračamo denarja, lahko pa naslednjič koga drugega pokličete, če z nami niste zadovoljni. Naprimer, Denija, ki sam sebi ni znal napovedati, da ne bo izvoljen. Pa dost vas imam, dovolj je bilo danes tote politike. Od zdaj naprej me lahko pokličete samo, če vas zanima, za koliko bo se podražil bencin. Jezus Kristus, kak je drag, takoj grem tankat, vsi gremo tankat, katastrofa.